Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, v kateri poleg zdravnika in srednje medicinske sestre, ki sta do sedaj predstavljala tim, dodatno dela diplomirana medicinska sestra v polovičnem delovnem času. Prednost referenčne ambulante je v tem, da diplomirana medicinska sestra izvaja preventivne preglede pri odraslih in spremlja kronične bolnike, tiste, ki jih medicinski sestri usmeri družinski zdravnik. Ja, storitve v referenčnih ambulantah so brezplačne. Dve glavni razliki sta. V referenčnih ambulantah je program preventivnih pregledov obsežnejši kot v ostalih ambulantah družinske medicine. Poleg tega je diplomirana medicinska sestra usposobljena za to, da lahko vodi in spremlja bolnike z nekaterimi kroničnimi boleznimi. Najprej bi želel pojasniti, da referenčna ambulanta in ambulanta izbranega zdravnika, ambulanta izbranega družinskega zdravnika nista dve različni stvari. Referenčna ambulanta je zdravnik plus srednja medicinska sestra plus diplomirana medicinska sestra. Dela pa, za razliko od običajnih ambulant, diplomirana medicinska sestra lahko samostojno, nekatere storitve izvaja samostojno. V referenčno ambulanto vas bo ponavadi povabil vaš osebni zdravnik z pisnim vabilom. To je najbolj običajen način. Lahko vas povabi vaš osebni zdravnik tudi ob pregledu, ob kakršnemkoli pregledu v ambulanti, ko oceni, oziroma če ste dovolj stari in ali če imate določene dejavnike tveganja, kot je to, da ste kadilec, imate nezdrav življenjski slog. V takih primerih vas zdravnik lahko napoti. Osebnemu zdravniku greste takrat, kadar zbolite. Kadar gre za neko akutno stanje, nekaj, bolezen, ki se je pojavlja. Osebnemu zdravniku greste tudi takrat, kadar se vam poslabša vaša kronična bolezen. V referenčno ambulanto boste pa praviloma povabljeni. V primerjavi z razvitimi državami v Evropi je v Sloveniji družinskih zdravnikov bistveno manj kot drugod. Zato se je pred leti zdravstvena politika odločila, da je na tem področju treba nekaj narediti. Po drugi strani pa vemo, da se je recimo v zadnjih 10 letih samo število zdravnikov v Sloveniji povečalo za 1000, z 5000 na 6000 in da je večina teh zdravnikov zaposlena v bolnišnicah. Tudi večina teh novih zdravnikov se zaposluje v bolnišnicah in manjšina v družinski medicini. Zato ni mogoče reči, da država ne vlaga tudi v specialistiko. Vlaganje v referenčne ambulante je pravzaprav vlaganje v preventivo. V to, da zmanjšujemo izpostavljenost ljudi dejavnikom tveganja, kot so kajenje, pretirano pitje alkohola, telesna nedejavnost, neustrezna prehrana. Na ta način prispevamo k zdravju prebivalcev in prispevamo tudi k temu, da se potrebe po specialističnem zdravljenju zmanjšujejo. Od leta 2011, ko so se začele vzpostavljati referenčne ambulante, vsako leto se je k temu priključilo večje število ambulant. V tem trenutku drži, da niso vse ambulante družinske medicine referenčne ambulante. Je pa v načrtu, da postanejo takšne prav vse ambulante družinske medicine. V tem primeru ne boste napoteni v neko drugo referenčno ambulanto, ampak bo vaš osebni zdravnik opravil preventivni pregled na zelo podoben način kot v referenčni ambulanti.
Medicinska sestra iz referenčne ambulante napoti pacienta k zdravniku v primeru srčno-žilne ogroženosti, ki presega 20%, v primeru, da gre za neko poslabšanje zdravstvenega stanja, na željo pacienta in v drugih primerih, kot predpisujejo protokoli, ki jim mora medicinska sestra slediti pri svojem delu. Ambulante bi morale biti označene že na vhodu v zdravstveni dom ali na vhodu k zdravniku. Sicer pa informacije o tem, katera ambulanta je referenčna, najdete na spletnih straneh Ministrstva za zdravje in projekta referenčne ambulante. Zdravstveno-vzgojni centri so posebne enote znotraj zdravstvenega doma, kjer potekajo različne delavnice in aktivnosti za krepitev zdravja, za spremembo življenjskega sloga. V zdravstveno-vzgojni center vas napoti vaš osebni zdravnik, lahko pa na lastno pobudo pridete tudi sami. V zdravstveno-vzgojni center se je potrebno naročiti. V tem smislu, da aktivnosti ne potekajo ves čas. Zdravstveno-vzgojni center ima vsak zdravstveni dom v Sloveniji. Teh je 60. Centri za krepitev zdravja so nadgrajeni zdravstveno-vzgojni centri, ki jih bomo v Sloveniji v 25 okoljih uvedli v naslednjih 3 letih, kasneje pa tudi povsod drugod. Zdravstveno-vzgojni centri ponujajo enake programe povsod po Sloveniji. Gre za programe za spodbujanje telesne dejavnosti, za spodbujanje zdravega prehranjevanja, za zdravo hujšanje, za bolnike s sladkorno boleznijo, za osebe s težavami v duševnem zdravju, za odvajanje od kajenja, za pomoč pri odvajanju od alkohola in podobno. V centrih za krepitev zdravja bodo poleg diplomirane sestre, fizioterapeuta in psihologa prisotni še dietetiki in kineziologi. Kar želimo narediti, so multidisciplinarni timi. Multidisciplinarni timi, ki bolj uspešno in bolj učinkovito lahko pripomorejo k spremembi življenjskega sloga. Čakalne dobe pravzaprav ni. Je pa odvisno od posameznega zdravstveno-vzgojnega centra, kdaj bodo neko delavnico začeli izvajati, ker se more zbrati določeno število pacientov, da se delavnica lahko začne. Pri odvajanju od kajenja je na voljo že individualno svetovanje, do katerega lahko pridete dovolj hitro. Pri kakšnih drugih, bolj kompleksnih delavnicah, kot je na primer delavnice hujšanja, je pa potreben kakšen mesec, 2, da se nabere zadostno število pacientov. Za vse, ki imajo urejeno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v zdravstveno-vzgojnih centrih brezplačna. Preprosto pridete v vaš zdravstveni dom in vprašate za zdravstveno-vzgojni center. Lahko. Odločitev za zdravstveno-vzgojni center je vaša. V zdravstveno-vzgojne centre lahko napotujejo tudi zdravniki zasebniki v družinski medicini. Napotovanje ni omejeno samo na zdravnike, ki delajo v zdravstvenem domu. Zdravstveno-vzgojni centri ponujajo tako imenovane psihoedukativne delavnice, ki predstavljajo podporo posamezniku, ki se srečuje s stresom, tesnobo ali depresijo. V centrih za krepitev zdravja ne predvidevamo, da bi tam izvajali neke zahtevne specialistične storitve. Gre predvsem za podporo posamezniku pri spremembi življenjskega sloga. In tam želimo vzpostaviti multidisciplinarne time. Centri za krepitev zdravja, ki jih načrtujemo, bo pa tim še širši.